Dobrodošli v podcastu Obrazi nevladnikov, ki ga pripravljamo s Centrom nevladnih organizacij Slovenije. Tokrat imamo z nami dva gosta, Darjo Groznik in Uroša Brezovška, predsednico in strokovnega sodelavca Zveze prijateljev mladine Slovenije, krajše ZPMS. ZPMS je nevladna, prostovoljna in človekoljubna organizacija, ki deluje že od leta 1953. V našem prostoru velja za ključnega zagovornika pravic otrok, prav tako pa se zavzema za kakovostno življenje otrok in njihovih družin. Darja in Uroš, lepo pozdravljena v studiu. Dobar dan. Za začetek, a nam lahko zaupata, kako danes vidite vlogo Zveze prijateljev mladine Slovenije znotraj tega nevladnega sektorja? In kaj je po vajnem mnenju morda njena največja moč in kje so neki največji izzivi, s katerimi se sooča? Ja, mislim, da je ZPMS gotovo najmočnejša, najpomembnejša nevladna organizacija, ki deluje na področju varovanja pravic otrok, mladih in družin. Smo organizacija tradicije in smo tukaj zato, da dvigamo kvaliteto življenja otrok, mladih, družin in mislim, da smo tukaj tudi najvplivnejši, največ programov imamo in gotovo smo to zadevno najpomembnejši. Pomembni smo tudi zato, ker naših 110 članic društev in zvez pokriva dejansko celotno Slovenijo. In ta neposredno delo z otroki, z mladimi, z družinami na terenu je tisto, kar daje moč naši celotni mreži in tako kot je že predsednica povedala, tudi na pomenu ZPMS-ja kot družine, društev in zvez, ki skupaj skrbimo za otroke, mlade in družine. Pa se tu pojavljajo kakšni izzivi ali jih ni? Je plovba prijetna in mirna? Ne, izzivov je ogromno. Eden najvažnejših, najpomembnejših izzivov je, kako zagotoviti financiranje delovanja vseh naših programov, vseh naših akcij, projektov. Mi nimamo državnega financiranja, financiramo se prek razpisov, prek donacij, prek odstopov dohodnine. Samo en program, to je Tom Telefon, je delno longitudinalno, torej večletno financiran strani države. Torej financiranje. Drugič, dejansko opažamo neke sive lise v Sloveniji. Mi bi radi z našimi aktivnostmi dejansko šli v vsak kotiček Slovenije, dosegli vsakega otroka. To je velik izziv. Izziv, s katerim se čedalje pogosteje soočamo, je kako privabiti med nas prostovoljce, ki seveda oddelajo zelo pomemben del aktivnosti, ki jih peljemo. Naprimer, zdaj se bližajo počitnice in prostovoljci so res bistven del tega letovanja otrok. Tudi zelo veliko otrok peljemo popolnoma brezplačno na počitnice. Skratka, izziv je naprimer tudi ta, zdajle se pogovarjamo, ko še nimamo nove slovenske vlade, kako senzibilizirati novo slovensko vlado, poslanke, poslance, vse odločevalce za te teme, kako jim približati cilje. Marsikdaj ugotovimo, da moramo z novo vlado vse skupaj začeti na začetku, žal je tako, veliko je že storjenega, nekaj je takih stvari, kjer smo obtičali na sredini, pa ni realizirano. Skratka, mi ne želimo samo gasiti posamezne požare, skušamo doseči neke sistemske rešitve. Če pa hočeš doseči sistemske rešitve, moraš senzibilizirati odločevalce. Mogoče bi tudi še omenil, kar se tiče naših društev na terenu, da v družbi opažamo dejansko upad prostovoljcev. Imajo nekatera društva kar težave, da pridobijo nove člane upravnih odborov in kot je že predsednica povedala, prostovoljce na splošno. Bom rekel, bazen prostovoljcev se nekako manjša, zato ker so tudi generacije manjše. Ni, da bi ljudje manj želeli prostovoljno delati, ampak avtomatično, ko se zmanjša število prebivalcev v določeni generaciji, s tem upade tudi število prostovoljcev. Res pa je, da gre tudi za kar občuten problem v naši družbi. Prostovoljstvo ni več takšna vrednota, kot je včasih bila, in tukaj bi lahko, na primer, država veliko več storila.
Torej, programov imate ogromno. Kateri bi bil tisti, ki bi ga izpostavila kot najbolj ključnega za otroke? Vem, da je to težka naloga, verjetno jih je množica, ampak če bi recimo kakšnega izpostavila posebej. Nekako tako, da bi mogli mamo vprašati, kateri je njen najljubši otrok, ne? Zelo, zelo težko. Ja, nekako smo razporedili programe v socialno-humanitarne programe, programe aktivnega državljanstva, pomoči otrokom, program Modra postaja kot izobraževalno podporni program, Teden otroka. Seveda ne smem pozabiti, ker Nika je tudi ena od avtoric nedavne poslanice ob Tednu otroka. To je tudi eden takšnih programov. Se pa razkrivamo nenamerni nepotizem, ojoj. Ne, ampak veseli nas, da vedno pritegnemo, bom rekel, mlade, nadobudne, ustvarjalne ljudi, da nam pomagajo pri promociji naših programov. Seveda. Ja, veliko programov, od mladih zgodovinarjev do otroškega parlamenta, do programa Evropa v šoli, Tom telefon, ki deluje pod okriljem ZPMS-ja, seveda tudi bralna značka je pomembna, deluje sicer kot samostojna enota, vendar sodi pod naše okrilje. In skratka, imamo tudi štipendijske sklade, ki skrbijo za mlade talente, glasbene, športne, 2 sklada, ki sta namenjena štipendiranju srednješolcev in tista konkretna prva pomoč, finančna pomoč za družine, ki se znajdejo v stiski. Ne povemo, imamo tudi skladišče. Tokrat se malce soočamo s pomanjkanjem hrane in pa higienskih pripomočkov, tako da naše akcije na družabnih omrežjih javnosti je tudi, da pozivamo ljudi, da nam pomagajo ravno z temi, bom rekel, nekatere rečejo malimi, ampak s tem prinesemo srečo v dom, v družino, tam, kjer so se znašli trenutno v težavah. Zraven ste prinesla še en poziv, ki ga imamo tule obešenega, bi povedala kaj o tem? Punčka Pomeži k soncu, to je že kar nekaj let, naša punčka vabi ljudi, da darujejo, da nam pomagajo s poslanim SMS-om na 1919 Pomeži k 10, kar pomeni, da bodo prispevali 10 evrov v naš sklad Pomeži k soncu, s pomočjo katerega ne samo, da peljemo na morje, tudi na zimovanja, jesenovanja in pa novoletne počitnice so sofinancirani oziroma financirani iz tega sklada in ta punčka pomaga nam, da pomagamo otrokom iz cele Slovenije. Mogoče ena posebnost pri organizaciji naših letovanj. Mi pomešamo otroke in otroci, ki so v skupini nekje na morju, preživljajo počitnice, so otroci, za katere so na primer plačali starši to letovanje ali pa smo zbirali preko akcije Pomeži k soncu. Čedalje več je tudi otrok s posebnimi potrebami, seveda starši se zavedajo, da je ta inkluzija potrebna in tudi mi to radi storimo. Pomešamo otroke med sabo, kajti kakšen pa je svet? Pomešan, a ne? Tako da je prav lepo opazovati, včasih je v kakšni skupini, ko obiščemo letovišče, tudi kakšen invaliden otrok za neko težjo obliko invalidnosti, ampak drugi otroci skrbijo zanj in tudi on se čuti bolj sprejetega. Skratka, to je specifika naših letovanj, da pomešamo otroke, da jim skušamo samo pričarati neke lepe dneve in da pa hkrati se morajo zavedati, da smo družba, ki sobiva z različnostjo in to različnost je treba upoštevati, se dopolnjevati, pomagati drug drugemu. To je ena taka zelo pomembna vrednota, ki jo skozi številne programe skušamo vcepiti otrokom. Smo različni, ampak ni razloga, da se ne bi razumeli in da ne bi pomagali drug drugemu. Ker tudi še en program nismo omenili, in sicer to je zagovorništvo otrokovih pravic. Pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije deluje tudi mreža za otrokove pravice in pa Nacionalni odbor za otrokove pravice, ki opozarja, če so v Sloveniji oziroma ko so kršene otrokove pravice, da opozorimo tudi na sistemski ravni,
podajamo zakonodajne pobude, tudi različne, bomo rekel, rešitve, naprimer kartica za prosti čas je bila zdaj zelo aktualna, to je naprimer bila zakonodajna pobuda Zveze prijateljev mladine Slovenije. Krasno, najlepša hvala. Pogosto slišimo, da se nevladni sektor na stiske odziva včasih hitreje kot država. A se strinjate s tem in ali lahko mogoče nevladne organizacije včasih tako nehote omogočite državi, da se izogne svojim odgovornostim? Ja, res je. Na nek način se lahko. Pogosto slišimo ljudi, ki se po pomoč obrnejo k nam, da so jim na centrih za socialno delo predlagali, da se obrnejo k nam na pomoč. Ja, velikokrat delamo to, kar bi morala delati država. Želimo pa si in mi vidimo to sodelovanje z državo komplementarno. Nekaj naredi država, nekaj mi želeli, pa bi si tudi več podpore strani države, glede na to, kaj vse počnemo, tudi na mesto države. Ker pomembno je tisto, kar smo že na začetku povedali, mi neposredno delamo z našimi uporabniki oziroma naša društva delajo na terenu in to so tiste informacije, ki zelo hitro pridejo do nas, da hitro izvemo, detektiramo na terenu, ko se pojavijo težave in lahko opozarjamo na njih. To je pa tista velika prednost, ki jo imaš pri neposrednem delu z uporabniki. Zdaj, o otroštvu na splošno v Sloveniji obstaja veliko nekih predstav, idealov. Kaj bi rekla, da je največji mit, ki ga vajna realnost vsak dan ruši? Mogoče, da je revščina redka. Žal obstajajo ljudje, ki pravijo, ne, se je nekomu še slabše, se je nekomu še hujše kot jaz. Ampak ko vidimo, ko želimo pomagati takim ljudem, vidimo, da včasih se nekateri zelo težko sprejmejo pomoč in pridejo po pomoč, ko je že zelo, bom rekel, prepozno. Mi nobenega ne obsojamo. Mi smo tukaj zato, da pomagamo, da če družina človek klecne, da mu pomagamo se pobrati, vstati na lastne noge in oditi z dvignjeno glavo naprej. Ja, ena taka, mislim, da zabloda je, da velja neko blagostanje za družine, za otroke, da vse je dobro poskrbljeno. Imamo javno zdravstvo, imamo javni šolski sistem, nič česar ni treba plačati, ampak to dejansko ni res. Mi se moramo zavedati, da 41,000 otrok tukaj in zdaj raste in se razvija pod pragom revščine. Mi se moramo zavedati, da 1/3 gospodinjstev ne more privoščiti svojim otrokom izvenšolske dejavnosti, ki so plačljive. Vemo pa, da izvenšolske dejavnosti so pravzaprav, upam si trditi, v 90% samo še plačljive. Prav tako pravice vezane na zdravstveno zavarovanje, na vse, kar potrebuje otrok strani zdravstva, tudi tukaj se pravice krčijo. Počasi pa vendar se. Skratka, to je nek mit, ki ga je treba razbiti. Ne rečem, da država, naprimer, v zadnjih 20 letih ni storila ničesar, veliko je storila, ampak že če se ustavimo pri tem podatku, 41,000 otrok, ki živi pod pragom revščine, s tem nikakor ne moremo biti zadovoljni. Super. Katera otroška ali mladostniška zgodba bi pa rekla, da se v teh letih še posebej dotaknila? Verjetno jih je spet bila množica, pa je to težko izbirati, ampak a je bila kakšna taka, ki se je vtisnila v spomin? Ja, a ne jaz začnem. Mislim, da pred 2 leti sem na Nacionalnem otroškem parlamentu, to je program, na katerega smo res zelo ponosni in ki ga predstavljamo navzven, tudi v Evropski uniji. Sem v poslopju Državnega zbora, skratka, otroci pridejo do vse povsod, razpravljajo kot pravi poslanci o temah, ki jih žulijo, in je 14-letna deklica takole povedala: starši oziroma odrasli nas ne razumete. Ko smo čisto majhni, ko smo dojenčki, preberete veliko člankov, veliko knjig, ko pa odrastemo, ko smo pa najstniki, pa niti ne veste, kaj se z nami dogaja.
kar je res, kar je potrdila naprimer tudi akcija Tom potuje, otroke obiskuje. Mi smo zbrali 10,000, to je ogromna številka, 10,000 odgovorov osnovnošolcev na vprašanje, ali se o stiskah lahko doma pogovorijo s svojimi starši. In več kot 90% otrok je odgovorilo, da tega ne morejo, da se o svojih stiskah doma ne morejo pogovarjati starši. Ja, to je velik problem. Ampak da navedem še kakšnega simpatičnega razmisleka, ko bere motivacijska pisma, ki jih dijaki prilagajo o prošnjah za to, da dobijo štipendijo iz kakšnega od naših štipendijskih skladov, je bil tudi zapis enega fanta, ki je na vprašanje, zakaj bi porabil to štipendijo, napisal, da pa bi zelo rad izpolnil eno ogromno željo svoje mame, ki še ni bila v Benetkah, in da, če si kaj želi ta fant, je, da želi peljati mamo v Benetke, ker to je res njena največja življenjska želja. Skratka, otroci, ki tukaj rastejo, so v srednji šoli, v osnovni šoli, imajo lahko čisto take preproste, konkretne želje. Mogoče včasih me zbode, ko kakšen reče, pa saj ni pri nas ne revščine, saj je v šoli dobro poskrbljeno, so malice zastonj, kosila in tako dalje in tako dalje. Ja, če hočeš videti svet lep, ga vidiš lepega, če pa hočeš svet videti realnega, boš pa videl tudi tistega, ki ima kakšen problem. Jaz sem pa zdaj šel, ravno ko sem gledal tole punčko, imam spomin iz letovanja, ko smo z otroci se pripravljali, da bomo odšli na plažo, pristopi, ker sem bil pedagoški vodja, k meni vodja skupine in pa reče, Uroš, ugotovila sem, da ta punčka pa ne more iti z nami na plažo. Kako pa to, ne? Ja, nima kopalk. In na kar smo ugotovili, da je sicer imela 9-letna punčka s seboj kopalke, ampak žal od mame, ki nikakor niso bile prav ne zgornji, ne spodnji del. Na srečo smo hitro našli rešitev, da smo poskrbeli za to punčko, da se je lahko veselila morja skupaj z svojimi sovrstniki in da pravzaprav skoraj nihče od ostalih otrok ni opazil te njene stiske, tako da njeno, bom rekel, veselo čofotanje v morju je bila največja nagrada, ki jo lahko v tistem trenutku dobi prostovoljc na letovanju. A je kaj takega, kar javnost o vašem delu ne razume? Kakšna napačna predstava, nekaj, kar bi si želela, da bi ljudje mogoče bolje poznali, pa si predstavljali, kako to poteka? Ja, glede financiranja naše organizacije, ljudje pogosto nimajo prave predstave in mislijo, da seveda nimamo s tem problemov, da mi denar samo delimo, ga dobimo od države, ga delimo družinam, ki ga potrebujejo. Tega pogosto ne razumejo niti tega, da kako je mogoče, da se neka družina znajde v neki stiski. Ampak to je pravzaprav zelo preprosto. Pogosto pride naprimer do primerov, ko nekdo v družini ali oče ali mama izgubi službo in potem se zgodi še ena nesreča, drug od staršev pa zboli s kakšno težko boleznijo in mogoče jih useka še neplačan kredit. Skratka, ja, tukaj je tanek rob med preživeti ali pa živeti v blagostanju. Skratka, jaz velikokrat rečem, ja, lahko se zgodi tudi vam, marsikomu se zgodi, kajti marsikdo, ki se mu je to že zgodilo, potem pripoveduje, da si ni niti v sanjah predstavljal, da bo lahko kdaj v finančni stiski, da ne bo mogel otroke peljati na morje, da ne bo mogel plačevati, ne vem, kakšnih športnih aktivnosti, glasbenih aktivnosti, ampak to se dogaja, kajti živimo v kapitalizmu, a ne, to pa velikokrat pozabljamo, da je ta sistem tudi krut. In ravno to, da si nekateri ljudje niso sami krivi za okoliščine, v katerih so se znašli. Vsakemu se lahko zgodi nesreča,
v končni fazi vsak dan smo na cesti, včasih tudi nisi sam kriv, da si udeležen v prometni nesreči, ravno tako je življenjem. Včasih se zgodi nesreča, na katero nisi imel vpliva, pa te pač zadane. In mi smo tam ne zato, da raziskujemo, zakaj se je nekaj zgodilo, ampak da pomagamo v danem trenutku, takrat, ko družina potrebuje pomoč. Krasno. Uroš, vi skrbite za sodelovanje s članicami, kot ste povedali, imate cel kup 110 jih je. Kako raznolika je torej ta mreža in kakšno vlogo imajo posamezna društva potem na lokalni ravni? Rekli ste, oni so tisti, ki so v stiku, ki zaznajo probleme, spremembe, še kakšna taka specifična funkcija? Ravno zato govorim o društvih in zvezah. Zveza je združenje več društev, zato smo mi Zveza prijateljev mladine Slovenije, ker združujemo vsa ta društva, ki so, lahko bom rekel, eno društvo prijateljev mladine pokriva samo eno krajevno skupnost, v kateri izvaja delavnice za otroke, skrbi za njihovo kakovostno preživljanje prostega časa. Ne smemo pa pozabiti, skoraj vsa naša društva ob novem letu izvajajo program Dedka Mraza, ki je vpisan v register nesnovne kulturne dediščine. Potem imamo pa večje zveze, ki peljejo otroke na letovanja, se pravi, izvajajo ta zelo pomemben program Pomoži k soncu, sodelujejo kot regijski koordinatorji pri naših ostalih programih, kot so na primer otroški parlamenti, Evropa v šoli. Se pravi, bom rekel, ta razvejanost, skupno nam je dejansko skrb za otroke, ampak glede programov se pa potem razlikujemo, ampak skupno pa nam je, bom rekel, vse za otroke je naše geslo. Tak bi najlažje opisal naše društva in zveze. Bi pa mogoče tukaj dodala, velikokrat pa je delovanje našega društva odvisno od podpore ne lokalne skupnosti, ampak lokalnih oblasti. Če je lokalna oblast, župan, vidi pomen delovanja nekega društva, potem ga tudi podpre. Tako da bi tukaj pozvala mogoče vse, da vidijo, da spregledajo, kakšen je pomen delovanja naših društev, lahko so čisto majhna na terenu, da lahko ogromno storijo v nekem lokalnem okolju. Pomagajo, peljejo otroke na morje, skratka, ta podpora lokalnih oblasti je zelo bistvena pri delovanju naših društev na terenu. Darja, vi ste pa aktivni v podobnih vodah že kar nekaj časa, ne? Srečali ste se že v času študija s prostovoljstvom, recimo. Zdaj, kaj vam je to takrat dalo, pa potem ste se s tom telefonom povezali? Kakšne izkušnje so to bile? Ja, res je. Jaz sem, na primer, kot študentka psihologije nudila brezplačno učno pomoč in bila v stiku z srednješolci, ki jim je enostavno življenje spodletelo. Niso se ne šolali, imeli so doma probleme in to me je v bistvu notranje zelo obogatilo. Ker kaj sem ugotovila, da to, kar jaz dam, to pomoč, to ramo, vse to koristi temu dijaku, dijakinji, ampak vse to me notranje bogati in vse to me dela bolj samozavestno in mi daje občutek te kohezivnosti, te družbe, ki mora biti empatična do vseh članov, tudi do tistih, ki so nekje na obrobju. In to je to te dela bolj človeškega. In seveda, kasneje me je to pripeljalo k tom telefonu. 8 let sem vodila nacionalno mrežo Tom telefona, sicer organizacijsko je sama svetovala nisem, ampak skozi to pomembno okno sem spoznala tudi vso to široko razvejanost Zveze prijateljev mladine Slovenije. To organizacijo globoko spoštujem in sem zelo pravzaprav hvaležna, da sem lahko zraven, kajti vse to, kar počnem, zraven službe, zraven zasebnega življenja, za to organizacijo lahko trdim, da me dela boljšega človeka, prav gotovo. Pa morda vprašanje za oba.
Če bi lahko svetovala mladim, ki razmišljajo o vstopu v nevladni sektor, morda celo kot kakšni prostovoljci za vas, ali pa širše, kaj bi jim svetovala, kaj jih v resnici čaka v tem sektorju? Prva stvar je tisto, kar je že Darja omenila, bogatenje in občutek, da si naredil nekaj dobrega za sočloveka. Po drugi strani ga čaka eno veliko bogatstvo, ker tukaj smo različni ljudje, spoznavaš različne ljudi, imaš možnost različnih kontaktov, se pravi širjenje socialne mreže je vsekakor v tem nevladnem sektorju zelo pomembno. Vedno najdeš, bom rekel, svoje področje. Ali boš deloval z otroki, mladostniki, družinami, mogoče boš deloval, ne vem, civilna zaščita, kot naprimer gasilci, lahko boš deloval na področju zaščite okolja, zaščite živali. Se pravi, nevladne organizacije ponujemo takšen veliki spekter različnih področji, da vsak lahko najde nekaj za sebe, nekaj tistega, kar ga bo bogatilo, kjer bo postajal, bomo rekli, bogatejši človek v svojem srcu. Ja, jaz bi rekla vsakemu, naj ti ne bo škoda časa za to, ker gotovo boš čutil kasneje kot odrasel skozi leta, desetletja nek rezultat tega, neko zavedanje, da si naredil nekaj dobrega. Ničesar se ne da nadomestiti tega občutka, da si nekaj koristnega naredil za sočloveka, za ljudi, ki so mogoče rabili pomoč. Je pa res, da tukaj družba, o tem smo sicer nekaj že povedali, bi morala to prostovoljstvo bolj ceniti. Čisto konkretno, vsi, ki naprimer sodelujejo kot prostovoljci, bi morali v svojem življenjepisu to še posebej poudariti in konec koncev, prav konkretno, to bi moralo tudi nekaj odtehtati. Ko se naprimer vpisuješ na fakulteto, bi to dejstvo, da si bil prostovoljec, da si bil na letovanju, ne vem, inštruktor plavanja, tudi to bi moralo nekaj šteti, ko se vpisuješ na fakulteto. Tako da tukaj imamo tudi mi še veliko dela, da bi mogoče senzibilizirali odločevalce, da tudi tukaj nekaj storijo. Kajti, veste, veliko problemov je, naprimer tudi pri, ko že govorimo o pomežiku, pa o letovanju, problemov pri zagotavljanju medicinske oskrbe. Skratka, mi želimo, da na letovanjih v letovišču je vedno prisotna ali medicinska sestra, ali zdravnik. Seveda, psihologi so več kot dobrodošli, kajti tukaj govorimo o otrocih z kakšnimi specifičnostmi oziroma posebnimi potrebami. In ti ljudje, ki danes pridejo na letovanja, pridejo pa zato, ker imajo to srčnost, to človečnost v sebi, zelo pogosto zato vzamejo dopust. Torej, ne poznam samo enega primera zdravnika, več primerov, ko zdravnik v službi vzame dopust zato, da je lahko zdravnik prostovoljec v enem od naših letovišč. In tukaj bi država lahko veliko storila, zato da bi to bolj cenili. Torej, pripoznati prostovoljstvo in ga po drugi strani vse te storitve tudi na nek način sistematizirati. Morda za konec še vprašanje, en tak pogled v prihodnost. Kaj bi bil za vaju znak, da organizacij kot je Zveza prijateljev mladine Slovenije pravzaprav ne bi več potrebovali? Jaz bom rekel tako, Zveza prijateljev mladine Slovenije ima več kot 70-letno tradicijo. Ta zagotavljanje aktivnega preživljanja, kakovostnega aktivnega preživljanja prostega časa je nekako zapisana, bom rekel, v naš genski zapis, zapis naših društev, kot sem že prej povedal, s čem se vse ukvarjajo. Mi bi želeli, da bi še več naredili lahko na
tem področju, da se nam ne bi bilo potrebno ukvarjati z različnimi socialno-humanitarnimi vprašanji, oziroma da bi ta sektor bil tako urejen. To bi bil nekako moj ideal, da bi imeli samo otroške parlamente, Evropo, šoli, mlade zgodovinarje, zato ker socialno-humanitarni programi ne bi bili potrebni. Ja, iluzorno, pa vendar, tudi jaz bi bila tega zelo vesela. Gotovo bi bili pa potrebni tudi v tem primeru, če ne bi imeli socialno-humanitarnih programov. Mi se tega ne bojimo, mi bi imeli zelo veliko dela in če ne bi potrebovali teh humanitarnih programov, potem bi pa res dosegli kot družba neko blagostanje, potem bi pa res lahko rekli, lepo je v naši domovini biti mlad, ne? Ker ni teh konkretnih finančnih problemov, vsi imajo enake možnosti, samo dajmo jim aktivnosti, programe, v katerih lahko razprejo svoja krila. To bi bilo pa idealno. Čudovit zaključek, torej vsi skupaj upamo na prihodnost, kjer ste malo manj potrebni, ampak še vedno vas rabimo. Tako. Najlepša hvala, da ste se nam pridružila danes v studiu, v podcastu. Hvala tudi vam, poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci, da ste spremljali tale podcast in se poslušamo in gledamo spet naslednjič.